program obogatila z brezplačnim celodnevnim dogajanjem za obiskovalce vseh generacij. Dan slovenskih planinskih doživetij 2017 v soboto, 17. junija, na domu pod Storžičem skupaj s partnerji pripravljajo Planinska zveza, Planinsko društvo Tržič in občina Tržič. Generalnega sekretarja Planinske zveze Mateja Planka prosim, da nam predstavi program. Hvala, Manca. Najprej en lep pozdrav v imenu vodstva Planinske zveze Slovenije, vsem prisotnim predstavnikom medijem. Letošnje leto bomo dan slovenskih planinskih doživetij organizirali v Tržiškem koncu, kot je bilo povedano, skupaj s Planinskim društvom Tržič in občino Tržič. Pripravili smo bogat celodnevni program za vse interesne skupine obiskovalcev gora. Že ob 7:30 se začnejo vodeni planinski izleti različnih zahtevnosti in dolžine trajanja. Vsi ti izleti pa imajo skupno točko, da se zaključijo okrog 1 ure v domu pod Storžičem. Prav tako bo v soboto bodo organizirani tudi turno-kolesarski izleti različnih zahtevnosti. Prvi štarta ob 8 uri v samem Tržiču in potem z krajši izleti potem vse do štarta ob 10 uri. Tudi ti se bodo zaključili v domu pod Storžičem. Istočasno bo pa v okolici doma bodo potekale tudi ustvarjalne delavnice za mlade. V sklopu tega dogodka bo se tudi predstavljen projekt Očistimo naše gore in gremo v hribe, tako da bo pestro dogajanje za vse starostne skupine in seveda velja povabilo vsem, da se tega dogodka udeležijo v čim večjem številu, ker menimo, da bo vsak lahko našel nekaj za svoje interese in tako preživel en lep dan v objemu gora. Hvala. Matej, hvala. V soboto tradicionalno obeležujejo svoj dan tudi gorski reševalci. Srečanje gorskih reševalcev bo na Virnikovi planini, kar vse se obeta nad Jezerskim, pa nam bo povedal predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Igor Potočnik. Tudi v mojem imenu in po imenu gorskih reševalcev lep pozdrav. Ja, 9. organiziramo te dneve dan gorskih reševalcev, namreč 16.6. je tisti datum, ko je bila 105 leti ustanovljena Gorska reševalna služba. V začetku je bilo to samo neko druženje, kasneje smo prišli z raznimi preditvami, to se pravi prvo pomoč, tekmovanje prve pomoči naših društev in postaj. Za letos se pripravljamo neko presenečenje, zdaj je bilo tako, da so bile bolj simulirane poškodbe, opisane poškodbe in ekipa je mogla pač to narediti. Letos bomo naredili presenečenje in bodo verjetno mogli reševati tudi s tem, to se pravi, da bodo pokazali svoje znanje tudi ne samo v znanju prve pomoči, ampak tudi vrtni tehniki in pa samo reševanje iz težko dostopnih terenov in pa tudi drugih sistem. No, po tem tekmovanju sledijo imenovanje najboljših in pa seveda sprejem novih članov, ki so v letošnjem letu zaključili triletno šolanje, praktično so postali polnopravni člani Gorske reševalne službe. Po tem dogodku pa seveda prijetno druženje, do poznih večernih, da se malo izmenijo svoje izkušnje, starejši se malo pogovorijo, kako zato včasih mlajši nekaj nas odprtimi ušesi in usti poslušajo, kako so pred mnogimi leti reševali, kajti mladina se danes premalo zaveda, pod kakšnimi pogoji so včasih delali gorski reševalci. To je to, upam, da nas bo vreme služili, da bodo vsi tisti, ki bodo prišli sem gor, uživali v temu. Moram pa reči, da letos bomo kar nekaj
tudi okrnjeno udeležbo gorskih reševalcev, namreč ravno na ta dan je kup drugih obveznosti od dnevov planinskih doživetij do gorskega teka v Podbrdo in kar nekaj naših reševalcev je zasedih. Hi ho, the dairy, the cheese stands alone.